No, vsi poznamo sproščujoč občutek, ko se okopamo v morju, hodimo bosi po tleh ali že samo en tak nežen sprehod po gozdu. No, takrat imamo stik z zemljino energijo in smo, kot rečemo, ozemljeni. No, ja, ta je pa zdravilna na vseh nivojih, saj uravnovesi telo in psiho. Kaj je ozemljevanje, nam bo povedal naš gost. In Suzana je že ozemljena, ampak o tem malo kasneje. Ja, tako. Poglej, Igor. Tole je posebna podloga, pač zdaj trenutno nimamo možnosti za to, da bi se sprehodili po gozdu, recimo. In to je nekako, lahko rečemo, umeten način ozemljevanja. A sem zdaj preklopljena, tako kot recimo, ne vem, telefon, ko ga polnimo v elektriko in se polnim zemljino energijo. Nekaj podobnega, ne? Ne cvola reči, dobro jutro. Dobro jutro. Najprej ne povem, da sem ful vesel, da sem tukaj z vama, da spregovorimo o tej, se meni zdi zelo pomembni tematiki, ne samo o ozemljevanju, ampak nasplošno o zemlji. Ker zemlja je naša mati. Ker, kakorkoli pogledamo, te hlače, ki jih imam gor, ta kavč, kjer sedimo, vse, kar vidimo tukaj okoli nas, iz kje je to prišlo? Iz zemlje. In zemlja je naša mati in tako kot je naša mati rodila nas, zemlja nam vsak dan s pomočjo sonca rojeva ta darila, ki jih mi dobivamo od zemlje, te dobrine. In če recimo zdaj vdihnemo, zrak. Iz kje pride? Če se res vprašamo, iz kje pride ta zrak? To je darilo zemlje, darilo življenja, ki nam ga zemlja daje vsak trenutek. Ne? In se mi zdi sploh v teh časih, ki se tako veliko govori o planetu, o zemlji, tudi v končni fazi vaša televizija se imenuje Planet. Zdaj smo jutro na planetu. Ne? Je zelo, zelo pomembno, da res priznamo to, da se povežemo z zemljo, ne samo fizično, zdaj tako, ko si ti, Suzana, povezana, ne? To je eno, ne? Drugo je pa, bi rekel, da uzavestimo, kaj res ta planet za nas je, pa kaj je zemlja za nas, pa kaj je voda za nas, ki nam daje življenje, ne? In to so recimo stara ljudstva, če pogledamo Indijance, preden so prišli Evropejci tja, pa začeli jim dejansko zemljo kraditi, zdaj to že vemo, ne? Tudi zdaj je film izšel, kjer igra Leonardo DiCaprio, kjer so te stvari malo bolj prikazane, ne? Oni so znali živeti zemljo, oni so zemljo častili. In če pogledamo stara ljudstva oziroma staroverce v Sloveniji, to se pravi naše skupne prednike, ki so tukaj živeli tisočletja nazaj, pred prihodom krščanstva, in če pogledamo sibirske staroverce, pa kjerkoli stara ljudstva, kak je bil njihov način življenja? Kako je bilo njihovo, bi rekli, verstvo, ampak to ni bilo verstvo, to je bil način življenja. Kaj so oni častili? Ampak je zanimivo, ne? Vemo pač, kako so včasih naši predniki živeli, vemo, da je zemlja pomembna, da je narava pomembna, ker nam daje energijo, ne? Zdaj pa nekako sodoben človek se ponovno vrača k temu. Ampak zakaj je predvsem za nas, ne, ki živimo v 21. stoletju, tako zelo pomembno, da gremo v gozd, ne vem, da se okopamo v morju poleti ali pa preprosto, ne vem... Hodimo bosi? Bosi, tako, točno to. Zato, ker dobimo energijo zemlje. In kako nam to potem pomaga? Lahko bi rekli tako, čisto poenostavljeno, poduhovljeno mogoče malo. Ja, dobimo zdaj energijo zemlje, se z njo povežemo in tako naprej. Ampak, če bi pogledali to na znanstvenem nivoju, ki je veliko znanstvenih raziskav v zadnjih 30-ih bilo narejenih na področju zemljevanja, dobimo negativne ione. To so prosti elektroni, bi lahko rekli elektrika v zraku. Ne? In na enak način, ko se naš telefon napolne, se tudi mi napolnemo. Ampak to je zdaj tako, lahko mi tukaj zdaj razglabljamo racionalno, ampak vsak pri sebi ve, kak je ta občutek, ko greš po napornem delu v službi, na sprehod v naravi, se nadihaš, ono te kar sprosti, ali pa zaplavaš v morju, ali pa v vodje, ali pa mogoče se celo stošira s toplo vodo, je to en tak prijeten občutek in to je ta moč zemlje. Ne? In če pogledamo tudi v toplicah, ne? Zakaj ljudje v toplicah, zakaj so toplice sploh, pa zakaj so toplice toliko zdravilne, ne? Je zato, ker pride voda iz globine zemlje in ima ta charge, to se pravi ta naboj z negativnimi ioni je nabita, ne? In to potem napolni naše telo, ne? In dejansko naše telo zbalansira, ali pa bi rekli, onemogoči proste radikale, kot rečemo. Prosti radikali nastanejo pa zaradi teh, bi rekel, modernih vplivov, raznih sevanj, slabe hrane, predelane in tako naprej. Ugotovili smo, da učinek je lahko tudi takojšen. Gremo na sprehod, sami ste omenili, in že takoj začutimo določene spremembe. Kaj pa dolgoročno? Kako lahko ta zemljina energija, če jo obrnemo in izkoristimo sebi, vpliva dolgoročno na nas? Jaz mislim, da je to tako.
če ti napolniš telefon, ne bo nikoli držal ti en mesec. To se pravi, to mora skos obnavljati. Ta stik mora skos obnavljati. Vse nekaj časa drži, gremo na morje za en mesec, pa nas bo držali potem 1-2 meseca, ampak to je način življenja, ki ga je treba spremeniti. Ker mi tako v našem svetu, mi bi radi neke hitre rešitve, pa neki, da hitro, da bomo spremenili, pa neki kliknali, da bomo tako, da bomo, ampak v temelju je treba gledati na drugače in na Zemljo kot planet in na naše zdravje in na naš način življenja. In ko sem prej govoril o teh, bi rekel, starovercih ali pa indijancih, oni so častili Zemljo, pa častili so sonce, pa častili so te naravne elemente, zato ker so vedeli, mi danes nimamo to, bi rekel, gremo v Ikejo pa kupimo, ne vem, to mizo recimo, ne. Nimamo tukaj stika, zdaj, to je pa zdaj prišlo nekje od zemlje, ne, to smo mi mogli drevo posekati, ne. Nimamo tega stika direktnega zemljo, oni so pa to imeli in so vedeli, koliko so dejansko odvisni od nje, ne, in koliko jim ta zemlja prinaša enih daril, ne. Mi gledamo kot na zemljo, kot da ima resurse, ne. Gost je resurs, nafta je resurs. Oni imajo pa čisto drugačno terminologijo, oni pa rečejo, ja, to je pa darilo zemlje, ne. Ja. Ampak recimo, kaj pa tisti, ki so bolni, ne? Ali pa ne morejo iz, ne vem, iz svojega doma se sprehoditi po gozdu iz različnih razlogov, ne? Obstaja kakšna, ne vem, umetna ozemljitev, tako kot je recimo, v bistvu pač lahko rečemo, ta podloga za stol, za kavč, na kateri zdaj jaz sedim in nekako čutim elektriko, ne? Ja, nekaj te polne, ne? Ja, nekaj me polni. Ja. Sploh, če že dolgo časa nisi bila ozemljena, se to zelo lahko... Že dolgo časa. Ja, včeraj sem šla na sprehod, ampak ne vem, če je to dovolj, ne? Negativni ioni so prisotni v gozdu, recimo. Bolj, ko je čista narava, bolj so prisotni. Ali ob slapovih, v morju, okoli morja je veliko tega, ne? Zato je morje tak, bi rekel, nas sprosti, je zdravilno. Zato so te Primorci tako na izi, ne? Mislim, je veliko teh povezav, ne? Ja, so umetni načini ozemljevanja, ki so bili razviti za današnji čas, ne? Jaz upam, da enkrat bomo prišli do tega, da bomo vsi toliko, bi rekel, povezani z zemljo, da tega ne bomo več rabili, ampak ja, obstaja, ne. Tukaj imam jaz recimo sabo ozemljitveno rjuho, ki je mogoče najbolj tako, ljudje najbolj se lahko poistovetijo s tem, ki se uporablja med spanjem, ne. In kak je ta rjuha narejena? To je bombaž, ki ima noter prevodne nitke in potem se priklopi tukaj na rjuho. Ta del gre pa v vtičnico, ne? A dobro, ni nevarnosti udara. Tako kot si se ti ustrašila prej. Ne, ker ta dva sta plastična in tukaj ne gre za povezavo z elektriko. To nima veze z elektriko. Kovinska sta samo ta dva. To je pa ozemljitev in v elektriki imamo plus minus, to se pravi elektriko. Potem imamo pa poseben vod, ki sta pa ta dva zatička, ki pa gre direktno v zemljo. Zraven hiše v zemljo. To je ona rumena žička, ne? Rumeno-zelena ponavadi. In temu se reče ozemljitev in takrat smo mi povezani z zemljo. In to so, ne vem, cirka 30 let nazaj je to Clinton Ober, en Američan, ki je napisal tudi tole knjigo, če lahko pokažemo, ozemljevanje. Največje zdravstveno odkritje vseh časov, ki je bila prevedena tudi v slovenščino. On je takrat nekje sedel v enem parku in gledal tam ljudi in je rekel, pa kaj pa, če imajo ljudje probleme z zdravjem in s psiho, tako tam v Ameriki, ker pač nosijo te prevodne čevlje, ker nimajo stika z zemljo, ne? In je začel potem med spanjem ljudi kar na kabel, ne prek takih fancy, bi rekel, rjuh, kar kabel okoli noge in priklopil od zunaj v zemljo in je gledal, kaj se dogaja. In ljudje so bili ful boljši, imeli so, mislim, manj bolečin, bolj so se počutili. Pa so to začeli tudi nekako znanstveno raziskovati in so ugotovili, wow, ne, v bistvu res ta energija zemlje telo začne uravnovešati, uravna kortizol, kri začne, bi rekel, bolj lepo teči, ne. Tako veliko je teh znanstvenih raziskav, ki so bile objavljene v znanstvenih revijah, ne. In te podobne rjuhe uporabljajo tudi nekateri športniki za regeneracijo. To je pa tudi zanimivo, to je fascinantno. Da uporabljajo to na Tour de France, na dirki Tour de France, kjer ti kolesari, ki so to res veliki napori, ki jih oni tam pač na tej dirki, ne vem, 180 km na dan, ključna je tam regeneracija, ne. Pri vsakem športniku vrhunskem ve, da je ključna regeneracija. Zdaj, eni grejo v tiste ledene kopeli in tako, ne. Na Tour de France so uporabljali te ozemljevalne v bistvu rjuhe in so na njih spali, zato da so imeli več energije drug dan, zato da se je telo hitreje regeneriralo. Če gremo na sprehod, je dovolj sprehod kot sprehod ali
je priporočljivo tudi, da se dotaknemo kakšnega drevesa, Ga objamemo. poberemo kakšno vejo iz tal, ne vem, se usedemo na kakšno skalo, ki nam je zanimiva. Sezujemo čevlje. Je to dodatna, drugačna energija potem? Definitivno je. Definitivno je. Jaz spodbujam, da vsak, kar jaz delam, recimo, da se vedno zbudim s soncem. To sem začel prakticirati nekaj časa nazaj, kakor da pozdravim sonce. Ja. In takrat se jaz usedem na zemljo, dam roke na tla in se samo v bistvu na nek način posončim malo zjutraj na pol urce. In je res en prijeten občutek, sploh ko si sediš na zemlji, ko si v stiku z zemljo, je to en dodaten charge. Je seveda tudi zelo priporočljivo, pa tudi mogoče dovolj, da se sprehodimo za 1 uro v naravi, v gozdu, ne dobimo te negativne ione, to je energija zemlje nas objame. Zdaj, če se pa mi še fizično priklopimo na zemljo, je pa ta efekt še toliko močnejši. No. Sploh, če imamo kakšne zdravstvene težave, recimo v starih kulturah, mogoče lahko vprašata za hec, kako babico ali pa detka. Ne. Včasih so ljudi zakopali v zemljo, če so bili fejst bolani. Imate tudi Ali pa dokumentarce. če so bili nemarne, ne? Tudi to bojda. Sam to ne vem, boje, da jih je to tudi pomirilo. Ampak pustimo, Mogoče, to je ena ja. druga tema. Ja. Ne, ampak Da jih je recimo, zemlja malo naštela. ja. Recimo, ko se usedete na tlak, to počnete tudi jeseni, po zimi, ali dejansko je dovolj, če se usedemo recimo doma na tla in se nekako pač prizemljimo, ne? Ker obstajajo različne tehnike tudi prizemljevanja. Seveda, seveda. Mislim, imamo dva vidika. En je fizičen vidik, ne? Ja. To se pravi, to, kar ti zdaj delaš, to, kar dela Rjuha, to, kar sem zdaj omenil, druge pa psihološki vidik. To se pravi, kak odnos imamo mi do zemlje. Ne? Oboje je pomembno, ne? Eno in drugo, ne? Leva in desna roka sta pomembna. Ne? Sonce, mislim, vse je v neki dvojnosti. Ne? Duhovno pa materialno življenje, oboje je potrebno integrirati skupaj. Ne? In ko bomo to skupaj integrirali v neko enost, bomo ali pa zahod, vzhod, levo, desno, mislim, vse je treba skupaj nekako povezati. No. Mislim, če se zdaj Igor dotakne recimo moje roke, a bo čutil to energijo, Ja, oziroma seveda. mu jo lahko jaz predam. Seveda, ker ti si ozemljena. Je razlika, ne? Ja, jaz imam vroče roke, ti nisem razle. Ja, no, to pa je klasika. Osvežitev. Hvala za vsa pojasnila in za vse nasvete, ki ste nam jih dali. Z veseljem. Hvala.